Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Pravijo, da smo Slovenci športni narod, saj blestimo v smučanju, nogometu, košarki, nemalokrat pa smo se izkazali tudi kot odlični odbojkari in odbojkarice. In kaj odbojka sploh je? Kakšna so njena pravila in kdo jo lahko igra? Vse to bomo izvedeli v današnji oddaji. Zato v studiu že lepo pozdravljam naša današnja gosta, Jasno Šumnik in pa Marka Pokleka iz odbojkarskega kluba Šoštanj Topolšica. Lepo pozdravljena. Bravo. Lep pozdrav. Se pravi, šport je eden izmed najbolj priljubljenih načinov rekreacije in druženja. Kaj pa je odbojka? Tudi ta nam zagotavlja ogromno zabave. Za kakšen šport gre? V bistvu gre pri odbojki za zelo zanimiv šport, v ekipni šport, v katerem nastopa 6 oziroma 7 igralcev. Odbojka pa je v bistvu primerna tako za najmlajše kot za najstarejše. Zelo dobro je pri tej stvari, da ni kontaktni šport, zato ga imajo v bistvu vsi in otroci, starejši, mlajši, vse generacije ga v bistvu lahko igrajo vsaj posod in kadarkoli. In če pobrskamo malce po zgodovini, kdaj in zakaj se je odbojka sploh začela? Odbojka mislim, da se je začela v konec 19. stoletja v Združenih državah Amerike. Bila je pa ustanovljena z namenom, da jo približajo tudi mogoče malo revnejšemu sloju. So pa združili v bistvu dva športa, rokomet in tenis. In v bistvu iz vseh dveh športov je dejansko nastala odbojka. No, nad njo se navdušujejo mladi kot tudi stari. Kdaj pa smo dovolj stari za prve odbojkarske udarce? Takole bom rekla, z odbojko se začnejo ukvarjati otroci že tudi v prvem razredu, stari se pravi 6 let, vendar takrat roko na srce še niso pripravljeni za prave neke odbojkarske prvine in takrat bolj delamo na stvarih, kot so motorika telesa in podobne stvari. Ampak počasi se spoznajo potem tudi žogo in nekako se mi zdi, da pol en drugi, tretji razred pa že lahko pol začnejo osvajati prvine, kot so prstki, spodnji odboj, zgornji odboj, servis in podobno. Sicer je pa tudi odvisno od otrok, nekateri te prvine osvojijo prej, nekateri malo kasneje, ampak se mi zdi, da lahko kar hitro začne. Pa hotela sem še prej povedati to, da je mogoče pri odbojki tudi ful fajn, ker je tak šport, če takole dobro pogledamo, za rekreacijo redko kdo igra, ne vem, rokomet, ne? Odbojka pa se mi zdi, da je z beach volleyjem pridobila neko tako zanimivo noto, da je pač ljudje ful radi igrajo in to je nam ful všeč. Pa bi lahko rekli, da za odbojko tudi nikoli nismo prestari? Ja, bi rekla. Se mi zdi, da posebej je pomembno to, da, ne vem, ta ekipni duh, ker nas pol druži še leta in potem uživamo lahko odbojki še kasneje. To je super. In kaj je kot odbojki pritegnilo vaju? Kdaj ste se prvič srečala z njo? V bistvu prvič, jaz sem se srečal v osnovni šoli. Moramo omeniti, da smo imeli v Šoštanju včasih dve osnovni šoli. Osnovna šola Karla Dostojnika Kajuha, na katero sem tudi sam hodil, pa osnovna šola Bivarek. Zdaj na naši šoli je bil takrat profesor, pa tudi naš prvi trener, gospod Darko Menih. V tistem obdobju se je pač na naši šoli dejansko igrala samo odbojka. V bistvu si bil na nek način prisiljen igrati odbojko. Meni je to pasalo, sem se našel v tem športu in v bistvu smo hvaležni, da smo hodili na to osnovno šolo, da smo spoznali ta šport. Tukaj je zgodba pri meni ista. Vse se je začelo z gospodom Darkom Menihom, tudi pri meni. Potem se je nadaljevalo z gospod Natašo Stevančevič, takrat sedaj poročeno Nedeljkovič. Nekako je ona mene tudi zasvojila potem s tem športom, pa tudi ona je igrala zelo dolgo odbojko in se mi zdi, da tudi zaradi tega, mogoče jaz toliko vztrajam pri odbojki, pa je to nekako postalo tudi moje delo in zato sem predvsem hvaležna njej, no, da mi je znala pokazati to ljubezen do odbojke, ki jo zdaj lahko tudi jaz živim. No. Kot smo že omenili, za odbojko ne potrebujemo veliko, vendar pa je tudi za ta šport potrebna specifična oprema. Kaj potrebujemo? Zdaj, kar se tiče same opreme, primerna obutev, se pravi športni copati, kratke hlače pa kratka majica. To je neka osnovna oprema, katero potrebujemo. Potem pa še imamo določene dodatke, ki so predvsem v zadnjem času zelo popularni. To so nakolenčniki, rokavčniki, podobne ogrevalne majčke,
pa še verjetno bi se kak pripomoček našel. No, zelo dobrodošli so seveda kolenčniki, čemu pa sploh služijo? Ja, predvsem pri raznih pacih, ne. Odbojka je zadnja leta res postala zelo atraktivna, glih zaradi teh pacov se mi tudi zdi. In takrat je pač fajn, da padeš na nekaj mehkega, ne trdo na kolena. Predvsem zato. No, nekateri igralci uporabljajo tudi nekakšne dolge rokavice, morda zato, da jih ne zebejo v telovadnici. Ja, moram reči, da sem se tudi jaz kar razvadila s temi rokavčki. Sicer ne bom rekla, da je to neka nujno potrebna oprema, zaradi tega, ker se roke nekako same navadijo na žogo in na te udarce in se nekako pol prilagodi samo telo na to. In ko je nekdo dovolj dolgo trenira, ga ne boli več, ne vem, nima rdeče kože, karkoli. Jaz sem pa sama, mislim, da sem kar malo probala, tek malo se mi je zdelo fajn, moram poskusiti, ampak se potem koža kar razvadi in ne bi znala več igrati brez tega, res. No, seveda pa se lahko ob številnih skokih in hitrih gibih v napoto tudi lasje, drži? Drži. Sicer obstajajo deklice, ki pravijo, da jim je ful boljš, če nima špangic oziroma čopkov, ampak jaz si tega ne predstavljam. No. Res si ne predstavljam, da bi se metala za žogo pa skakala s tistimi lasmi na obrazu. Tako da, ja, nujen pripomoček so špangice in gumice. No, seveda pa ne smemo pozabiti na drese. Vsaka ekipa ima neko svojo določeno barvo dresa. Si izberejo dres sami? Ja, dejansko, kar se tiče dresov, drese si izberejo sami oziroma obstajajo neke klubske barve. In imamo v teh klubskih barvih pa navadi tudi te drese opremljene. No. Vsak dres nosi tudi številko, se številke morda podvajajo? Ne, vsak dres ima, oziroma vsak igralec ima svojo številko. V bistvu te številke nič ne pomenijo na dresu, pač pomenijo samo to, da so dejansko ločeni igralci tudi po številkah. No. Drugače pa nič posebnega. No. Vendar pa ni celotna ekipa povsem enotna. En igralec ima vedno nekoliko drugačen dres. Zakaj je temu tako? Ja, gre za prostega igralca, imenovanega libero. Libero je pač s tem, ker ima drugo barvo dresa, nekako ločen od ekipe, zato da sodnik lažje opazuje, zaradi tega, ker ta prosti igralec lahko prosto menja igralca zadaj, brez nekega time-outa oziroma da bi si sodnik to dodatno zapisal in potem lažje sodnik spremlja to menjavo od zadaj, pač, če poteka vse po pravilih. Zato ima drugačno barvo, da je bolj opazen. No, seveda pa ne smemo pozabiti tudi na obutev. Kaj je najbolje obuti pri igranju odbojke? Ko sem že prej omenil, pač obstaja veliko različnih športnih obuval. Zdaj, kera so najbolj primerna, sam točno ne bi vedel, pač vsak si izbere neko svojo, zdaj tukaj je ogromno od znamk do modelov različnih. Vsi v bistvu na nek način vemo, kaj nam paše, pač probamo poiskati najboljši približek, da nam bo pasal. Kar pa je tukaj najbolj pomembno, je pa to, da se dejansko dobro počutimo, oziroma da se noga dobro počuti, da nam ne drsi, pa da po tekmi oziroma po treningu ne dobimo nekih ožulov, da nas prsti na nogah ne bolijo. Se pravi, da se čim bolj udobno počutimo v njih in to je v bistvu najbolj bistveno vsega tega športnega copata. No, seveda pa z vso opremo še ne postanemo pravi odbojkari. Potrebno je veliko tehničnega znanja in pa dobre telesne pripravljenosti. Kakšne so kvalitete dobrega igralca? Predvsem bi rekla, glede na to, da je to tak nek res timski šport, zna biti, da je ena bolj pomembnih karakteristik ta, da se zna dobro ujeti z ostalimi igralci, no? Da je timski športnik, da ni nek egoističen oziroma pač, da zna se prilagoditi ekipi. Potem so pa tu vse, seveda, da je skočen, da je hiter, ampak se vemo, vsak ima neke določene stvari, v katerih je dober, potem pa se prilagajaš glede na to. Sicer pa vse se da izboljšati skozi trening, ne? Zato pa treniramo pridno. No, ravno to najverjetneje je treba biti zelo dosleden in pa discipliniran tudi pri treningih, drži? Seveda.
Je težko, ne? Zdaj pri mlajših selekcijah je res težko uskladiti vse te, ker danes otroci trenirajo odbojko, košarko, atletiko, hodijo na plesne, pevske in je težko pridobiti otroke, da hodijo res redno vsaj 3-krat na teden na trening. Ampak moram reči, no, da so kar pridni, da tudi z veseljem hodijo na treninge, vedno več jih je in smo res v klubu zelo veseli, no, da opažamo, sploh zdaj po evropskem, da res vedno več otrok prihaja k nam. No. Kako pa izgleda trening odbojke od samega začetka do konca? V bistvu je tukaj malo ločeno glede na starostne skupine, ampak nekaj pač osnovnega. Ponavadi se zberemo vsaj 5 minut pred začetkom treninga v dvorani, da se pogovorimo. Ko je ura, čas za trening, se ponavadi kapetan ali pa nekdo, ki je določen za to, ogreje ekipo. Ogrevanje traja ponavadi 10 do 15 minut, pole še kakšna minuta za vsakega posebej, če še kdo kaj rabi. Potem pa je različno od selekcije. A gremo na žoge, delamo kakšne podobne žoge, ali je ciklus, ne vem, priprav, ali je tehnika na razporedu, pač v tem smislu nekot potekajo treningi. Seveda pa na koncu, ko se trening zaključi, se obvezno raztegnemo, pozdravimo in na tak način pol v nekem dobrem duhu zapustimo trening. Se morda treningi razlikujejo glede na sezono, se pravi, so morda na začetku sezone drugačni kot med sezono? Se pravi, na začetku sezone, ko se ekipa zbere, imamo ponavadi, ne vem, 3 tedne do mesec dni, rečemo mi pripravljalno obdobje, takrat malo več delamo na moči, na fizični bazi, so žoge malo na strani, potem pa postopoma prihajamo na žoge, na uigravanje, na tehniko, da dejansko do začetka prve uradne tekme, da smo in fizično, in psihično, in taktično pripravljeni na novo sezono. Kateri del treninga pa je najnapornejši oziroma tisto malo manj prijetnejši? Ne bi rekla ravno del treninga, ampak to obdobje pripravljalno, o katerem je Marko govoril, je zame res najtežji. No. Sploh zdaj, ker sem malo starejša, še vedno igram, mi je res že kar naporno. Pa se mi zdi tudi pri otrocih, no, da to najmanj radi delajo. Vedno čakajo, kdaj bojo žoge, kdaj lahko grejo na žoge, kdaj lahko grejo na mrežo. No, to jim je najbolj zabavno. No, seveda pa je za dobro pripravljenost in dobro formo potrebna tudi uravnotežena prehrana. Kaj bi moral jesti vsak odbojkar? Mislim, da če tukaj lahko ločimo, ne vem, pač profesionalne igralce odbojke od pač otrok, ki še niti ne vejo, ali bojo igrali odbojko celo življenje. Tako da mislim, da za otroke je čist zdrava, uravnotežena prehrana, čisto dovolj, tako kot za vsakega otroka, veliko zelenjave in sadja, pač zdrava, uravnotežena prehrana. Ne bi dodajala kaj zraven. Kako pa vzdrževati pripravljenost, kadar nehote nastopi kakšna poškodba? Verjetno takrat ne smemo kar puške vreči v koruzo, drži? Res je, tukaj se ponavadi velikokrat zgodi, ne vem, da si karkoli pač poškodujemo, da dejansko tisto obdobje, ko traja poškodba, obstanemo z treningi. Kot je jasno omenila, treba tudi ločiti tukaj profesionalnega športnika, pa rekreativca ali pa ljubitelja. Zdaj, če govorimo na nekem profesionalnem odnosu, je dosti dober, da ta športnik je poškodovan, da vseeno dela neke vaje, kjer ga ne ovirajo zdaj pri določeni poškodbi, da ostaja v stiku z športom. Zdaj, verjetno tukaj ne more zdaj skakati pa karkoli z žogo delati, se pač mogoče malo bolj pripravlja na fizični bazi. Tako da je zelo dobro oziroma priporočljivo, da vseeno ostane v stiku. Kar se tiče pa tukaj pri rekreativcih, tam pač je poškodba, pač pustimo takrat šport, počakamo, da se ta poškodba čisto sanira, pa se zdravi vrnemo nazaj na rekreacijo, na ljubiteljsko zabavo žogo. Kaj pa nas pri odbojki sploh lahko doleti, glede na to, da gre za nekontaktni šport? Veliko poškodb je tudi pri odbojki, sploh zaradi skokov. Velikokrat se zgodi, na primer pri mreži, da kdo od igralcev prestopi oziroma preskoči
črto sredinsko, pa potem drug igralec skoči na njegovo nogo, pa naprimer pride do zvina gležnja. Potem je velika obremenitev tudi na kolena, tako da imajo velikokrat odbojkaši kar velike težave s koleni, tudi zaradi velikega števila skokov, poškodbe hrbtenice, poškodbe pač okvara, bolečine v hrbtenici, potem ramena zaradi udarca, servisa. Zato je zelo pomembno, no, da se male otroke nauči pravilne tehnike, da potem lahko otroci s pravilno tehniko se izognejo tudi marsikateri poškodbi. No, da se malce razmigamo, zadostuje že žoga in pa kakšen prijatelj, ki se bo z nami igral. Če pa bi želeli igrati v ekipah, pa seveda potrebujemo tudi igrišče in mrežo. Kakšno je igrišče po pravilih dvoranske odbojke? Tukaj se v bistvu velikosti igrišč pa višina mreže loči pri določenih selekcijah. Pri odbojki imamo mini odbojko, malo odbojko, starejše, kadete, mladince pa seveda člansko kategorijo. Zdaj, če sam splošno povemo, pri članski selekcijah je igrišče velikosti 9x9 metrov, višina mreže pa je pri moških je 2,43 m, pri ženskah je pa 2,24 m. Najverjetneje pa se višina mreže skozi selekcije še znižuje. Tako je. Imamo zdaj pri selekcijah mini pa male odbojke. Je višina mreže isto visoka kot pri deklicah in pri dečkih. Pri mini je to 2 metra, potem ko pri mali odbojki je 2,10 m. Potem pri starejših deklicah in starejših dečkih je pa že razlika, se tudi vidi pri fantih in dekletih, da tudi fantje že v teh letih veliko više skočijo, se začnejo bolj razvijati, zato tudi pri dečkih vem, da je mreža tako kot članska pri ženskah, se pravi 2,24 m, medtem ko pri deklicah 2,18 m. Igrišče je pa pri starejših deklicah in dečkih že tudi veliko igrišče, tako pri članih in članicah, medtem ko je pri mali odbojki 7 m×7 m. No, tudi danes naš studio krasijo čudovite žoge. Se med seboj kakorkoli razlikujejo? Se. V bistvu tole, če kamera jame, to je žoga za člansko ekipo oziroma za ekipo, ki igra na velikem igrišču, se pravi od starejših deklic in dečkov naprej, se pravi kadeti, mladinci in člani. Žoga, katero ima pa jasno v roki, z njo se pa igra mini in mala odbojka. Se pravi, je tudi žoga malo lažja, malo bolj mehka, se pravi prilagojena tudi za naše najmlajše odbojkaše. No, seveda pa odbojkarsko igrišče ni le velik pravokotnik, temveč ga sestavljajo tudi določene črte. Za kakšne črte gre in zakaj so sploh pomembne? Ja, igrišče, kot sem omenil, recimo pri članih je 9 m×9 m. Zdaj, zunanje črte te določajo oziroma ločijo out in polje. Imamo pa v spredju oziroma pred mrežo, mi pravimo temu 3-metrska črta, se pravi, ta črta je 3 metre oddaljena od same mreže in je v bistvu na nek način tudi loči, kadar lahko igralec naredi prestop oziroma da ne naredi napake, da se odrine oziroma skače pred to črto. Čemu pa služijo nekakšne palice na vsaki strani mreže? S tem se označuje out, se pravi, igrišče je označeno s črtami in loči pač, ki je out. S tem ločimo, ki je out, medtem ko pri mreži ta palica označuje, se pravi, če gre žoga v notranjosti teh dveh palic, je potem žoga v igrišču oziroma je dovoljena igra, medtem ko kadar bi, ne vem, igralec udaril preko palice, mimo palice je to out. Ali v palico je ista napaka. Ja, seveda, tako. Tako, o igrišču, pripravljenosti in opremi smo se že poučili, zato sledi kratek glasbeni predah, potem pa se posvetimo še pravilom igre. Daš občutek, da letijo mi koraki, kot da prvič živim. Nekaj je na tebi, le pogledaš me in sanje oživijo. Leptim ta trenutek, slutim je
teboj zavedno, le dobro je ostalo, ker si z mano vse skozi. S teboj zavedno, lepo zavedno, in dan je le beseda, da zavedno za skozi. Tisto nekaj več med nama, kar lovijo drugi, midva imava strahti. Šepni mi na samom in odperi me v neznano, me dožine srca. Ta trenutek vem, da je zavedno. S teboj zavedno, s teboj zavedno, le dobro je ostalo, ker si z mano za skozi. S teboj zavedno, lepo zavedno, in da je le beseda, da zavedno za skozi. S teboj in da je le beseda, da zavedno za skozi. S teboj zavedno, s teboj zavedno, le dobro je ostalo, ker si z mano za skozi. S teboj in da je le beseda, da zavedno za skozi. S teboj. Danes sva se z Mišmašem odločila, da spoznava nov šport, zato danes govorimo o odbojki. Kot smo že povedali, pri odbojki žoge ne brcamo, ne mečemo, temveč jo odbijamo. Kako pa se sama igra začne? Zdaj sama igra se začne z servisom. Se pravi, igralec, ki pride na servis, servira žogo preko, na drugi strani pa je pol naloga sprejemalca, da sprejme, podajača, da poda, pa napadalca, da udari oziroma zaključi to žogo. Kakšne vrste servisov pa poznamo? Ja, pri otrocih začnemo z spodnjim servisom, se pravi, da odbijajo žogo od spodaj, potem pa ne vem, nekje proti koncu male odbojke, začetek starejših deklic in dečkov, začnemo učiti tudi zgornji servis. Pa se morda tudi zgornji servisi med seboj razlikujejo? Se, ja. Zdaj, če smo bolj fokusirani na moško odbojko, pri moški odbojki zelo velikokrat vidimo zgornji servis, se pravi, to pomeni, ko si igralec vrže žogo visoko, skoči in udari. Zdaj tukaj lahko močno udari, malo manj oziroma plasira žogo. Potem imamo zgornji servis, to pomeni, da stojimo na tleh, stegnemo roko in udarimo žogo. Potem še imenujemo jump float servis, to je v bistvu, da si samo malo vržemo žogo, pa jo udarimo. Pri tem se žoga ne sme vrteti, oziroma nima rotacije, pleše žoga. Ta bom rekel, da je za mene je zelo dober, pa učinkovit servis. Tukaj imajo sprejemalci največ problemov. Potem pa, kot je Jasna omenila, poznamo še spodnji servis, katerega pa, bom rekel, v starejših selekcijah oziroma v članski kategoriji ne uporabljamo več. Kakšna pravila pa se navezujejo na servis? Kakšne napake se lahko pojavijo? Predvsem je tukaj napaka prestopa, torej serviser ne sme, ko je v kontaktu z žogo, ne sme prestopiti 9-metrske črte. To je zdaj naprimer pri skok servisu
ravno zato je mogoče pač velik skok servisa v moški odbojki, pridobi igralec nekaj dolžine igrišča, zaradi tega, ker lahko skoči v polje med servisom, vendar se ne sme dotakniti tal, dokler žoga pač ne gre preko mreže. To so hoteli, mislim, da 2-3 leta nazaj sicer omejiti, zaradi tega, ker imajo kar zelo hitra, zdaj odbojka se hitro konča, sploh če ima nekdo zelo dober skok servis, ne, se lahko kar hitro končajo te točke. So hoteli spremeniti, da bi pač ne smeli pristati v igrišču, ampak so potem kar hitro tudi opustili to misel, tako da ostaja še vedno ista stvar. Drugih napak pa ne vem, mislim. Dobro, razen tega, da serviramo v mrežo, pa še ostajajo. Kar si ne želimo, seveda. Kaj pa je naloga nasprotne ekipe po servisu? Žogo morajo sprejeti, kaj ne? Ja, se pravi, mora žogo najboljše sprejeti, se pravi, to pomeni, da prije čim bliže k mreži, tam je ponavadi podajalec oziroma organizator igre, kateri ima zelo odgovorno igro. Se pravi, lepši, ko je sprejem, lažje lahko podajač podaja oziroma lahko tudi uigravamo različne akcije, ki mi temu pravimo. Se pravi, lepši bo sprejem, lažje bo podal, lažje bomo tudi mi, napadalci, sami zaključili žogo. Če se pa začne pri slabem sprejemu, se pravi, ima posledično tudi podajač oziroma organizator težje delo, da poda lepše žogo. Velikokrat se tudi zgodi, da tudi podajač ne podaja, da mora kdo drug iz ekipe podajati. To pa vemo, da pol niso natančne lepe žoge in ima tudi napadalec težje delo oziroma obramba, druga ekipa na drugi strani ima lažje delo, da se obrani oziroma da sprejme to žogo. Če se ne moti, mora biti organizator oziroma podajač zelo nepredvidljiv in izviren pri podaji. Na kakšen način pa lahko žogo poda? Tukaj pravimo, da je ponavadi podajač je motor ekipe. Se pravi, to pomeni, da je ta igralec tisti, ko bi naj imel glavo zmeram na prave mesto, se zmeram odločil pravilno, se pravi, da bo probal podati čim lepše žogo, s tem pa bo probal nasprotnika zmesti oziroma da bo imel nasprotnik na drugi strani čim težje delo, da bo našel zaustavil oziroma ulovil žogo. Podaje so lahko čisto kratke, dolge, hitre. Kako jih imenujemo? Res je, imamo podaje, mi temu rečemo navadna žoga oziroma visoka ali povisoka žoga. To so podane žoge do anten, ko smo prej antene omenjali. Potem pa še imamo penal v spredi, penal v zadnji, alma, podaja na drugo črto oziroma v cono 1 ali pa v cono 6. V bistvu kar veliko obstaja teh različnih podaj. Temu smo prej rekli, da mora biti podajač motor ekipe oziroma da oceni v tismo stotinki sekunde se mora odločiti, komu pa kam bo podal žogo, da bo dejansko čim lepša podaja, čim bolj, ne bom rekel, atraktivna oziroma da bo čim težje nasprotnik se branil. Nasprotnikov udarec lahko obranimo v polju ali pa ga zadržimo že pri mreži, in sicer z blokom. Kaj je blok in kako ga postavimo? Blok je dejansko del obrambe, prva linija obrambe, bi lahko rekli. Zdaj, v bloku, kakor so različni napadi, tako imamo tudi blok, se pravi, centralni bloker je pač nek center bloka, ta se priključuje glede na podajo nasprotne ekipe, se pravi, če igra nasprotna ekipa prvi tempo oziroma penal, potem pač skače v sredini, medtem ko kadar se igra na, rečemo, na kole, se pravi v 4 oziroma v cono 2, potem mora priključiti v te dve coni, se pravi, bloker je vedno v bloku, medtem ko krilna igralca sta glede na potrebe oziroma glede na napad nasprotne ekipe. Potem pa, tako je rekel Marko, če se igra še potem v drugi liniji 6 oziroma 1, potem pač tudi treba tam priključiti blok. Se pravi, toliko so raznovrstni napadi, toliko je tudi blok raznovrsten. Pomembno pa je, da je blok kompakten, da se gre z rokami preko mreže, da so roke močne, razširjeni prsti, to so najbolj pomembne stvari, no, da je pa čim manj napak. Tako. Skozi celotno igro pa ekipa po polju nekoliko kroži, v pomoč so tudi različne cone. Na kak način pa potekajo te menjave? Res je.
ko ste že omenili cone, v bistvu odbojkaško igrišče je sestavljeno iz 6 con, mi temu pravimo, cona 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Cona 1 je tukaj, ko serviramo ponavadi, potem pa gremo proti mreži 2, 3, 4, 5, 6. Vsak igralec, v bistvu v polju imamo 6 oziroma 7 igralcev, kateri ima vsak svojo nalogo, v kateri coni bo stal oziroma kje bo igral obrambo. Zdaj v osnovni postavitvi pač stojimo tako, ko samo štartu stojimo, ko sodnik da znak za servis oziroma za sprejem, takrat se tisti trenutek se ponavadi igralci ozadji oziroma vspredaj tudi menjajo na svoje igralne pozicije. Torej, igralne pozicije so različne, kakšne pa obstajajo? Zdaj imamo v ekipi, zdaj če govorimo res o ekipah, se pravi od starejših deklic, dečkov naprej, ki se razlikuje ta odbojka od male in mini. Imamo, se pravi, podajača, organizatorja igre, potem imamo 2 spremavca, potem sta 2 blokerja, potem pa imamo še nasproti podajača stoječega korektorja oziroma univerzalnega igralca, to ponavadi igralec, ki ima najboljši napad oziroma najbolj učinkovit v napadu. Potem imamo še libera, ki ponavadi, ni to pravilo, vendar ponavadi menja v zadnji liniji blokerja, ker ponavadi so blokerji malo višji, pa tudi zaradi tega potem malo bolj igrajo malo slabšo obrambo. Tako, pa potem liberi zamenjajo v zadnji, da igrajo v obrambi namesto njih. In če se vrnemo k samemu bistvu, kakšen je cilj igre? Katera ekipa zmaga? Cilj je vsekakor zmaga, zato igramo. Igra se do 25 točke, oziroma če je ekipa izenačena na 24-24, se igra na 2 razliki, zdaj to lahko traja do 30 ali pa do 40. Pač, ko prva ekipa osvoji 2 piki, tista je pol zmagovalna. Zdaj, če se spet vrnemo na to člansko tekmovanje, tukaj se igra na 3 dobljene sete, se pravi tista ekipa, ko osvoji prva 3 sete, zmaga. Zdaj največ je možno 5 setov igrati, se pravi lahko je 3-0, 3-1 ali 3-2. So takšna pravila tudi pri odbojki na mivki? Ne, pri odbojki na mivki pa je malo drugače. Tam se igra, mislim, da do 21. točke, igra se isto na razliko, pa da tukaj pri odbojki na mivki se, mislim, da na 5 ali na 7 točk se menjajo strani igrišč. No, včasih žoga pristane tudi izven igrišča. Kaj to pomeni? Ja, v veliki večini je to out, se pa razlikuje, če je pristane izven igrišča, potem, ko se je žoge dotaknil igralec nasprotne ekipe. Torej, če jaz udarim žogo in gre žoga od bloka nasprotnika v out, potem je to moja točka. Se pravi, mi temu rečemo block out. Če pa gre takoj v out oziroma brez dotika, je pa to seveda njihova točka, je moja napaka. Kaj pa, če se pri sprejemu zelo potrudimo, žogo sprejmemo zelo visoko, vendar pa se ta dotakne stropa ali stene? To pomeni, da lahko žogo preprosto počakamo in igramo dalje? To bi si otroci želeli vedno. Ne, to je v bistvu isto napaka, sudja piska temu out in avtomatsko točka za nasprotnika. Kaj pa pri servisu? Če se nam malce ponesreči in žoga pristane v mreži, lahko poskusimo ponovno, tako kot pri tenisu? Žal ne. Žal je to direktna napaka in točka za nasprotnika, pa menjava tudi za nasprotnika. Kako pa te različne napake pokažejo sodniki? Najverjetneje obstajajo različne geste, da za vsako točko ne pojasnjuje, čigava točka pripada kateri ekipi? Res je, tudi sodniki imajo svoje znake. Zdaj to malo starejši športniki oziroma odbojkaši že vejo, kaj so naredili narobe oziroma poznajo te. Drugače pa ja, ko je out, digne sodnik obe 2 roki, pokaže out, če je žoga v polju, pokaže z roko v polje oziroma če je dotik mreže, pokaže v mrežo, če je dotik v bloku, pokaže, da je bil dotik, če je pri podaji dvojna žoga, pokaže dvojna oziroma nošena,
pokaže z roko gor. Obstaja par teh stvari, se pravim, igralci že to sploh ne gledajo več sodnika, že tudi sami vejo, kaj so naredili narobe, oziroma prijejo včasih do situacije, ko ne vejo, ampak to je zelo redko. No. Tudi mlajše selekcije velikrat začnemo pri mali odbojki naprimer že učiti te znake, ker začnejo kar hitro s turnirji, tudi otroci, tako da morajo tudi poznati osnovne stvari tega. So poučeni glede tega, vedo, zakaj se gre. Kaj pa se zgodi, če se pri mreži po nesreči dotaknemo mreže? Je tudi to napaka? Vsak dotik mreže je napaka. Hote ali ne hote. Če ga sodnik vidi, seveda. Ker tudi sodnik ne more biti skoncentriran na vsako mrežo, se pravi, ponavadi se sodnik skoncentrira na igro in če se nekdo na drugi strani igrišča slučajno dotakne mreže, dvomim, da vidi. Ampak, se pravi, vsak dotik je pa napaka. Precej stroga pravila pa so tudi pri podaji, drži? Res je. Tukaj govorimo predvsem na to drugo žogo. Predvsem, če jo ne podaja podajalec oziroma organizator igre, tukaj jaz kot trener zmeram mojim varovancem govorim, naj podajo z spodnjim odbojem, zaradi tega, ker so res dosti stroga pravila. Čim žoga malo zapleče, se zavrti, ponovadi sodnik piska napako. Sem pa že prej omenil, da obstajajo te dve napaki, se pravi dvojna, ko sodnik pokaže dvojna ali nošena. No, včasih imamo na tekmi dober dan, včasih slab in zato poskrbijo tudi menjave. Se pravi, če nam morda na kakšni tekmi ne gre najbolje, ima trener možnost, da nekega igralca zamenja. Koliko menjav pa ima na voljo? Tukaj je 6 zaključenih menjav, ne? Zdaj, tu bi te popravila, ne? Včasih so menjave tudi zato, da prekineš nasprotnika, oziroma da, ne vem, če nekomu gre na servisu zelo dobro, da mu mogoče malo ustaviš ritem. To otrokom vedno govorim, zaradi tega, ker so tako žaljeni, kadar morajo iti iz igrišča, da niso menjave vedno samo zato. Je pa 6 zaključenih menjav, s katerimi lahko zamenjaš nekoga, ki mu ne gre, oziroma pač ima slab dan, ali pa prekineš nek niz točk nasprotnika. Mogoče bi tukaj sam še dodal, en igralec lahko zamenja enega igralca v polju. Potem se lahko pa on igralec nazaj vrne, ne more pa pol tretji igralec spet zamenjati istega igralca. No, odbojka je vsekakor zanimiv šport, poln pravil, vendar pa dopušča veliko mero izvirnosti in zabave. Kako uspešni pa so bili letos naši odbojkari? Ne smemo pozabiti na njihov velik uspeh, drži? Res je. V bistvu so bili zelo uspešni. Osvojili so drugo mesto na tekmovanju. Tukaj bi rad še omenil, oziroma da ne pozabim, tudi iz našega kluba v Šoštanju prihajajo 3 vrhunski igralci, Dejan Vinčič, Jan Klobučar in Alen Đorđević. 2 sta tudi osvojila to srebrno oziroma za nas zlato medaljo in smo zelo ponosni na njih. Morda za konec še kakšno povabilo našim mišmašovcem, da tudi sami obiščejo kak odbojkarski trening? Tako, zelo res bi povabila, no, sploh zdaj, ko smo vzpostavili šolo odbojke tudi v Velenju, da bi se mladi v čim večjem številu pridružili tudi v Velenju, lahko tudi v Šoštanju. Naše spletne strani oziroma oba kluba, tudi ženski klub, imata spletno stran na Facebooku, kjer najdete kontakte. Lahko pridete samo poskusiti otroci, pa boste videli, da je luštno. Če vas bo to zamikalo, pa lahko stanete z nami, potem tudi kasneje. Jasna in Marko, najlepša hvala za današnji obisk v studiu in pa veliko užitkov ob igranju odbojke tudi v bodoče. Hvala. Hvala. Mišmašovci, šport nahrani dušo in telo, zato v prostem času raje kot telefon v roke vzemite kakšno žogo in prosti čas preživite aktivno. Saj veste, kot pravijo, odbojkarska žoga je najboljša droga. Se vidimo znova prihodnji petek.